Bodi to, kar si, ne to, kar okolica pričakuje od tebe. V oddaji Klepet ob kavi si to upamo. Ja, že Hipokrat je rekel, hrana naj bo naše zdravilo in naše zdravilo naj bo hrana. Ampak kje kupovati takšno hrano, ki bo zares zdravilo? To smo spraševali naše goste. Kje jo kupujejo? Najrajši kupujem na tržnici, če se da. In seveda to biološko predelano, čeprav včasih tudi ni, je sigurno boljša kot v Maximarketu ali pa v kjerkoli supermarketu. Je pa res, da imamo v tem tempu življenja zelo malo časa, tako da skočiš v trgovino in kupiš še sadje in redko si privoščim, da grem v soboto na tržnico in si naredim pač zalogo za cel teden. Veliko hrane predelamo sami doma, imamo vrt in sadovnjak, torej veliko zelenjave, veliko sadja, kupujemo na tržnicah, v specializiranih trgovinah, tudi v supermarketih, če je treba. Jaz veliko hrane pridelam sama na svojem vrtu. Tisto, kar mi pa ne uspe, kupim pa pri proizvajalcih, kmetih ali pa v specializiranih trgovinah. Se pač peljem po bučno olje, Prekmurje ali na Štajersko, po meso grem k moji prijateljici Štefki, pod Veliko planino, po krompir pa mleko naših Francki, na Velesovo, v supermarket pa ne grem. Hrano kupujem v manjših trgovinah, vedno gledam, da je sveža in da je biološka in polnozrnata. Le nekaj centimetrov rodne prsti pa nas loči od svetovne lakote. In v knjigi Zemlja, voda, sene sem prebrala eno misel, pravzaprav dejstvo, ki ga še zdaj povsem ne dojamem oziroma mu verjetno niti ne verjamem. In sicer, da je v eni čajni žlički toliko biti, kot je ljudi na svetu. Kaj več nam bo pa zaupal gospod Anton Komat. Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Lep pozdrav. Vaša hrana se tudi doma pridela, kaj ne da? Ja. Supermarkete ne zahajate. Se ne bova srečala, kje pri zelenjavi pa tak? Ne, tam sigurno, da ne, kajti večino hrane pridelava z mojo doma, na vrtu, ki je kar velik. Tako da, kakšen market, ja, ampak samo v primeru kakšnih posebnih začimb ali pa kaj takega, ker se ne more pridelati doma. Tukaj je misel, le nekaj centimetrov rodne prsti nas loči od svetovne lakote. Naše zdravje korenini v prsti. Ja. Bi nam lahko razložili, kaj pravzaprav to sploh obsega? Ja, to pa dajmo nadaljevati se z enim izrekom, ne, torej ena kitajska modrost pravi, naj bo kmet zdravnik, zdravnik učitelj in učitelj kmet. Torej imamo en krožen miselni vzorec, ne, torej kmet naj bo zdravnik, torej naj prideluje hrano, ki bo nosila, ki bo podpirala zdravje. To se mi zdi eno ključnih stvari. Pač tisto, kar je danes v supermarketih, je vse kaj drugega, torej v bistvu ponarejena mrtva hrana, ki ne podpira našega zdravja, ampak po podatkih, ki jih imam, povzroča vsaj tam 80–90% vseh degenerativnih obolenj, kot so rak, diabetes, kardiovaskularno obolenje, avtoimunost in tako naprej, in alergije, ne. Torej vidimo, da je ključ do zdravja resnično v zemlji. Doktor Steiner je napovedal za ta čas, ki ga živimo zdaj, da hrana, ki jo bomo jedli, ne bo več polna s hranili, ampak bo samo še polnila želodec in da bo zemlja povsem osiromašena, če bomo pač nadaljevali, kakor dejansko smo nadaljevali in trenutno tudi je. Je temu tako? Ne, mislim, da je še huj kot tako. Kajti leta 2015 je bilo svetovno leto prsti. Nažalost sem ugotovil, da noben naš medij ni v tem spregovoru, nobene oddaje ni bilo, nobenega omizja, nič na to temo. Ampak jaz sem v tej priliki bral resne analize, ki napovedujejo, da če bomo s tem tempom nadaljevali uničevanje rodnosti prsti, nas čaka v roku 2 generacij, torej nekako 60 letih, strahotna lakota, ne? Kajti ta peden žive prsti je edino, kar nas loči od te svetovne lakote. Ubijamo v bistvu gosko, ki nosi zlata jajca, pri spodobi. In s čim ubijamo tako rekoč zemljo, ki nudi in preprečuje lakoto? Glejte, živa prst, to je neka membrana življenja, ker je
kot so že prej oba rekla, ne, tam 7-8 milijard bitij v eni čajni žlički. No, vsakem bi priporočal, da si to pogleda pod nekim mikroskopom. Ko bo videl ta čudež življenja, potem bo verjetno tudi spremenil svoj odnos do te žive prsti. Not poteka en krožen proces, lahko ga nekje v 3 točkah pojasnim. Ne. Torej imamo avtotrofna bitja, ki proizvajajo organsko snov, imamo heterotrofna bitja, ki se hranijo z avtotrofi in potem imamo razgrajevalce oziroma dekompozitorje, ki razgrajujejo ta opad organski in ta kroženje nenehno poteka skozi milijone let že in to je na sončni pogon. Torej tukaj ne rabimo menih energentov drugih. Perpetuum mobile. Sonce daje svoj delež, ne, kot tak veliki kreator življenja na našem planetu. No, zdaj pa, če vzamemo zdaj ta agrokemični koncept industrijskega kmetijstva, ki je itak popolnoma kompromitiran in zgrešen, te bi lahko samo dodal, da analize, ki smo jih bral oktobra, no, že lansko leto je to, ja, oktobra lansko leto, govorijo, da mali kmetje v svetovnem merilu posedujejo nekako 25% vseh virov, kot je površina zemlje, kot je voda potrebna in semena in energija, prehranijo pa kar 70% svetovnega prebivalstva. Po drugi strani pa ta agrokemična korporativna industrijsko kmetijstvo zaseda 75% vseh površin in teh virov, ko sem naštel, torej zemlja, voda in energija, prehrani pa samo 30% vsega prebivalstva. Torej, že te podatke nam govorijo, kdo hrani svetovno populacijo ljudi, mali kmetje. Ne? Ampak vedno bolj so izpodrinjeni, ne? Še tole bi dodal še tisti prvi del vašega vprašanja. Ne? Torej, ta kroženje, ne, avtotrofi, heterotrofi, razkrajevalci, ki je na sončni pogon. Glejte, če mi apliciramo recimo nek herbicid, bomo zanesljivo pobili vse avtotrofna bitja. Eno točko smo uničili. Če uporabimo insekticid, bomo uničili drugo točko, torej bitja, ki se hranijo z avtotrofi. Če uporabimo fungicid, bomo ubili pa tretjo točko tega krožnega procesa, torej razkrojevalce, ki so jasno ogljive na prvem mestu. In vidimo, da udar kemije, ne, po življenju prsti pomeni, da na koncu dobimo mrtvo prst. Ne. In to se dogaja tudi recimo pri nas v Sloveniji. Jaz sem se pogovarjal s številnimi kmeti, ki pravijo, da se jim ne splača več kupiti kemičnih gnojil. Kajti strošek nabave kemičnih gnojil je že večji, kot je dohodek s povečanjem pridelka. Torej, vidimo, da zadeva pada v popolno tudi neekonomičnost, ne samo, da nas ne prehranjuje, kot se hvalijo, kaj ti pravijo, brez kemije bi bili vsi lačni. Nasprotno, s kemijo bomo vsi lačni. To je torej bistvo, ki se ga ne zavedamo. Ja. S kemijo, ja. Včasih, jaz ne vem, kako je danes, moja želja je, da imam vrt, tako kot vi, in da ustvarjam, ampak včasih se spomnim, da je bilo tako, da nekaj let je neka njiva, se pravi, je dala življenje, je dala sadove, potem so jo pa pustili, da je nekaj let počivala. Se to še danes prakticira, kolobarjanje, pa tak naprej? Ja, to je ta zamisel prahe. Ne? Ja. Torej, v 3-letnem kolobarju bilo eno leto, so bile površine v mirovanju in tukaj jasno so nastopile te samorodne zeli, mi danes pravimo pleveli, ki so obogatile zemljo, kajti plevel je pač pionirska rastlina, ne? In tukaj so zanimive štorije, lahko v te točke dodam, ne? Torej, ta grozljiva borba proti plevelom, ne, na naših vrtovih, ker vsi potem trpijo zaradi bolečin v križu in žuljev in ne vem kaj vsega. Ne. V bistvu je to na glavo obrnjena zgodba narave. Največja napaka je to štihanje oziroma obračanje zemlje. Torej, moramo vedeti, da v zemlji v vsaki plasti od zgoraj navzdol živijo prav posebna bitja. Ona, ki so na vrh, rabijo svetlobo, rabijo več kisika. Potem, ko se spuščamo v globine tega profila, se pojavijo bitja, ki imajo rada več CO2 in tako naprej. Skratka, zdaj, če mi ta svet obrnemo na glavo, bomo tista bitja, ki so bila prej v idealnih razmerah spodaj, jih bomo vrgli na vrh, ne? In bodo podvržena uničenju. Torej, s tem povzročamo zmanjšanje rodovitnosti, po drugi strani je pa tudi problem ravno v tem, da
ta zračenje, ki je nujno potreben. Ne? Torej, mi moramo zemljo samo rahljati, v naravi ni nobenega štihanja in obračanja. Se pravi, vile rabimo, motiko pa že skoraj ne. Ja, lahko, če je ta prekopalna kot rahljač, absolutno da. Ne? Torej, je pa problem jasno v tem, da te izgube biomase, ko mi vedno določene, kar normalno velike količine teh rastlin odzamemo iz tega kroženja ven, končajo naših krožnih in tako naprej. Ne? Potem pa jasno mi to mislimo nadomestiti z gnojili. Ne? To je zgrešeno, kajti vedno bolj pada količina mikroelementov, mikronutrientov, ki jih rastline nujno rabijo. Ne? Torej, mi moramo vedno delati tako, da vse bolj pa se učimo od narave, kako ta kroženje snovi v tem krogu poteka, ne, torej, ki je na sončni pogon, kot sem rekel, in da dodajamo tisto, kar smo odvzeli, torej moramo dodajati iz zastirko, iz slame ali pa z listja naravne sestavine, ki potem jasno krog življenja vključi. Se pravi, če bi opazovali bolj naravo, bi nam bilo veliko bolj jasno, pa tudi kemije ne bi potrebovali. Kaj pa lahko človek naredi za to, da ohranja zemljo, poleg tega, da ne uporablja kemije? Ja, če postanemo dobri opazovalci in se bomo učili o teh procesov, ki v naravi nenehno potekajo, jaz priporočam malo več pozornosti, malo več pazljivosti, malo več opazovanja. Zame je vrt en simbol, zame je vrt en simbol, ki ga lahko primerjam z neko slikarsko stvaritvijo, nekega slikarja. Torej, tukaj imamo dva partnerja v igri, imamo človeka in imamo naravo, in če v naravi potekajo ti kreativni procesi, ta avtopoeza, kjer se življenje nenehno obnavlja iz usedlin smrti, ta kroženje je fascinantno. Po drugi strani pa človek vstopi v ta krog življenja, če ponižen, pozoren opazovalec, če s spoštovanjem sodeluje v tej kreaciji, potem bo on vstopil kot nek umetnik, ki razmešča ta živa bitja v nekem prostoru. Če ponavadi vrt ima neko ograjo okrog, in je podobno slikarsko sliko zelo fascinantna. Slikar umešča v dveh dimenzijah neko vizijo sveta, en pozoren vrtnar, ki ima srce na strani narave, bo pa to tridimenzionalno sliko delal, kjer bo umeščal in razmeščal ta živa bitja v en presežek neke lepote in kreativnosti. V knjigi navajate tudi te 3 prispevke k rodnosti in bakterije sreče, se pravi kamninski prah, lesno oglje, bakterije, ki nas naredijo srečne. Se pravi, ljudje, ki slišimo besedo bakterije, najprej pomislimo na slabo, a še kako jih potrebujemo? Ja, tako na antibiotike in na zdravnika. Zanimivo, da to so Angleži zelo pedantni, oni so neko statistiko delali in so ugotovili, da človek, ki se ukvarja z vrtom, torej ali to moška ženska, ni bistveno, da te ljudje živijo poprečno okrog 7 let dlje kot tisti, ki nimajo vrta. No in to jih je zanimalo, kaj je ta razlog. Torej vemo, da je vrt zastonj, bi rekel, v solari, zastonj fitness, pa še zdravo hrano dobimo, mimogrede. Po drugi strani je pa ta fiziologija zanimala in so ugotovili, da v prsti živi bakterija, Mycobacterium se imenuje latinsko, v te skupine je, ki vstopa v naše organizme, če imamo stik z zemljo. No in ko pridejo te bakterije v naša prebavila, izločajo posebne nevrotransmiterje, ki preko krvnega obtoka pridejo v naše možgane in se počutimo malo evforični, malo dobre volje, malo krasni. Jaz predlagam, da je to ena dobra okužba in želim, da čim več gledalcev in gledalk te oddaje se okuži s to bakterijo, bo del živelo. Kar sem sama ugotovila, je tudi to, da sevanje vsekakor ne koristijo človeku oziroma da pustijo svoj dolg in telo tudi je stavi račun. Ampak kar mi je pa najbolj zanimivo, najbolj učinkovita metoda poleg sprehoda po gozdu je, da se uležeš dejansko na zemljo. Tle so potekale določene raziskave v svetu, ne gre za ta energetski naboj, ki ga zemlja nudi, in ki prihaja v naše telo in izboljšuje naše počutje, naše zdravje. Veliki poznavalec človeške duše, Carl Gustav Jung, je rekel, da bi vsak človek moral imeti en košček
vrta, da bi dobil stik z zemljo, torej tudi na ta način, kot ste omenila, ne, pa tudi ta duhovni stik, ne, ker to je primarni stik človeka, to je stik z nezavednim v nas in mislim, da je vredno to poskusiti. Veliko ljudi, če takole pogledamo, včasih so res imeli ta stik z zemljo na tak ali drugačen način. Danes pa preživimo večina svojih dni v nekih sintetičnih prostorih in redko kdaj se zgodi, da pridemo, govorimo o mestnih ljudeh, da pridemo res v stik s tisto zemljo kot tako. Ampak urbana permakultura, ali lahko rečemo, da za tistih nekaj lončkov, kakor jih imamo, da pa vseeno to nekaj je? Ja, sigurno vsaj nekaj je. Boljš kot nič. Boljš kot nič je, ampak jaz pravim, da dajmo se izogibati tega sterilnega sveta, kot ste prej omenili, bakterije kot neke grozljive pošasti, ki ne želijo pokončati, ker je edini cilj bakterij, da človeka pokončajo. Glejte, pri vseh tisočih vrst bakterij znanost ni jih 100, ki so patogene, ne. Vse ostale so naši simbionti, ki jih nujno rabimo za preživetje. Torej, vidimo, da na teh zelo glasnih bakterijah ždi cel mehanizem neke reklame, nekih tržnih ambicij. Pošasti skačejo iz WC-jev pa take. Ja, tako. Bi lahko še kaj povedala o humusu? Ja, humus je zanimivo, že izraz sam, ne. Humus, humilis, to je analogno, ne. Mislim, da nas humus uči, da moramo postati homo humilis, ponižen človek, ne. Torej, ponižnost, iz tega izvira humus, nič čudnega, da je ta zelo glasna, sicer lepa kraljica Kleopatra, ne, razglasila deževnike za sveto žival v Egiptu. Kakšna modrost za cajt, ne. Deževnik je najboljši indikator tega stanja prsti. Glejte, bo sam primer povedal, na 1 hektaru do globine orane, to je nekaj 20 centimetrov, če je zemlja živa, zdrava, če je humus prisoten, lahko naštejemo tam 4 do 6 ton deževnikov, to je kar lep kamion. Eno samo škropljenje s herbicidi, recimo te, ki se zdaj uporabljajo, pa zelo zanesljivo uniči praktično vse deževnike v prsti, ne. Torej, 4 do 6 ton organizmov mi ubijemo z enim samim škropljenjem. Tega mi ne vidimo. To je pod površino. In sodoben kmet spleza gor na svojem dvorišču na 400-konjski traktor, to opravi, potem se vrne na svoje dvorišče in gre dol nazaj v svoj svet. Najboljši indikator, koliko je zemlja rodna, so ravno deževniki. Jaz vsakem priporočam, tudi kmetom, ko sem z njimi se pogovarjal, si ga pojte enkrat dol s traktorja, ko orjete, ne. Pa preštejte, koliko imate deževnikov v brazdi. In potem so me klicali po telefonu, so rekli, da jih ni več, ne. Sem rekel, ko jih boste našteli na približno 10 korakih, tam 60-70 deževnikov, potem imate živo zemljo. Če pa teh ni več, imate pa mrtvo prst, ne. Dobro priporočilo. Najlepša hvala za vse, kar ste zaupali in tudi za tole knjigo Zemlja, voda in seme. Še kakšna modrost tudi na www.klepetobkavi.si, kjer imate tudi dostop do minulih posnetkov in pogovorov, ki sva jih opravila z gospodom Komatom in res vam priporočam, da si kaj pogledate. Lej, ni problema, jaz sem pripravljena na to, kar ne pišejo, kar hočejo, ampak lej, resnica bo prišla na dan tako ali pa drugače. Midve so samo pionirke in pred svojim časom.